Pozdravljeni. Kristjan Horner tudi uradno ni več član ekipe Red Bulla. Sedaj se lahko začnejo špekulacije okrog tega, kje bo svojo kariero nadaljeval. O tem in še marsičem zanimivim, kot ponavadi v naslednjih minutah. Danes bom predstavil moje osebno videnje glede tega, kje bi lahko videli Kristjana Hornerja v bližnji prihodnosti. Lahko se zgodi točno tisto, kar sem napovedal, lahko ne. Spremenljivk je ogromno, ampak skušal bom podati moje razmišljanje in ga podpreti z dokaj verjetnimi argumenti. Kristjan Horner bo dobil izjemno bogato odpravnino in tega ne smemo nekako pozabiti pri raznih kombinacijah, ki nam pridejo na pamet. A najprej se moramo zavedati nekega dejstva, da se bo lahko Horner pridružil neki drugi ekipi šele v poletnem času v sezoni 2026. Torej, lahko bi si predstavljali, da po poletnem premoru. In tu se odpirajo razne možnosti, katerih lahko beremo po raznih virih. Nekateri bi si ga želeli, na primer, pri skuderiji Ferrari. Tudi sam sem o tem govoril, ampak tu ne smemo mimo dejstva, da so prav Frederiku Vassarju podaljšali pogodbo. Čeprav sem mnenja, da bi bilo najbolje za skuderijo, če bi napravili menjavo, so prav z Vassarjem podaljšali in ne vidim nekega razloga, zakaj bi sedaj nekako napravili rošado prav na vrhu. In seveda zgodba kot taka je lahko zaključena. Druga možnost je Aston Martin, ki bi ga lahko začeli imenovati tudi neke vrste Red Bull v drugačni preobleki. Namreč ogromno kadra je prešlo iz Milton Keynesa v Silverstone, tudi zato, ker sta ta dva kraja relativno blizu. Ampak govori se o tem, da Adrian Newey in Kristjan Horner nista v najboljših medosebnih odnosih. In treba je poudariti še nekaj drugega, da Aston Martin v tem trenutku kadrovsko ne potrebuje Kristjana Hornerja. In treba je povedati, da pravzaprav ekipa iz Silverstona je napravila velik korak naprej in da verjetno v sezoni 2026 bo bistveno bolj konkurenčna kot letos. Ampak kje bi lahko videli Hornerja v bližnji prihodnosti? In tu lahko začnemo malce bolj na glas razmišljati. Verjetno si Kristjan Horner želi podobne vloge, kot jo ima Toto Wolff. Ne samo položaja glavnega in odgovornega v ekipi oziroma team principala, ampak tudi lastnika ekipe. In verjetno ste razumeli, da sedaj imam tudi finančno zaledje, ki bi mu to omogočalo. Seveda ni še nekako finančno sposoben kupiti celotne ekipe, ampak podobno kot Wolff je lahko vsaj delni lastnik. In tam lahko začnemo razmišljati, kje bi lahko kupil nek del. Če smo po svoje izključili varianto Aston Martin, nam ostajata odprti v resnici še dve možnosti. Čeprav uradno to zanikajo, je ekipa Alpine racionalno gledano na prodaj.
Prav zato so se odločili imeti pogonske sklope in menjalnike Mercedes, ker so v bistvu tako malce bolj fleksibilni, ukolikor jih kupi nekdo drugi. In treba je povedati, da z rezultati, ki jih kažejo v zadnjih sezonah, je prodaja celotne strukture edina, in ponavljam, edina prava možnost. In Christian Horner bi lahko na čelu skupinice investitorjev prevzel to ekipo, kjer bi se zavihtel na vrh kot team principal in znova bil nekako prisoten v samem petu. Ampak tu obstaja en pomislek. Omenil sem že, da bi Horner dobil v dotu tudi pogonske sklope Mercedes in njihove menjalnike. Torej bi se moral pogajati z Totom Wolffom, ker je znano to, da sta nekako na nasprotnih bregovih. In ne smemo pozabiti, kaj je napravil Horner z Cyrilom Abiteboulom v tistih dnevih, ko so pri Red Bullu uporabljali pogonske sklope Renault. Malo, in ponavljam, malo je manjkalo, da pravzaprav niso ostali brez enot, in to bi pomenilo dobesedno izključitev te ekipe. Zato nakup samega Alpina strani Hornerja in seveda drugih investitorjev je možen, ampak verjetnost bi igral na drugo mesto. In kje bi lahko torej videli Hornerja? In seveda špekuliram, mogoče pri ekipi Haas, kjer prvič Horner ne bi rabil nekega zaledja investitorjev. Gene Haas bi mu lahko prepustil 15–20% ekipe in seveda ustoličil bi ga na sam vrh. Sodeloval bi s Ferrarijem, kjer nima slabih odnosov, oziroma ne slabših, kot jih je imel z drugimi ostalimi na samem štartnem razporedu, in pravzaprav bi pripomogel k temu, da bi ekipa napredovala. Tudi tu je treba poudariti nekaj, da ekipa Haas gre skozi pomembne spremembe. Od tega, da so praktično vse kupili pri Ferrariju, od samih projektov za bolid, in seveda ne smemo pozabiti na pogonske sklope, menjalnike in vse ostalo, kar so lahko kupili, so se začeli naslanjati na Toyoto. In Toyota ima določene načrte s Formulo 1, ki pa nam absolutno niso znani. In prav Horner s svojimi izkušnjami iz Red Bulla bi lahko pomagal pri tem prehodu iz ekipe, ki je praktično sestavljena le iz tistega najnujnejšega, kar rabijo, v vsaj delno, in ponavljam, delno pravega konstruktorja. In seveda bil bi zanimiv izziv, kjer bi se zadeve postavljale dobesedno na novo in kjer bi lahko Horner s svojim karakterjem, s svojimi izkušnjami, svojo premetenostjo bil res neka dodana vrednost. Ampak, kot sem povedal, gre za moje osebno razmišljanje, za moje osebno videnje. Konec koncev, kjer ne piše, da Christian Horner si še želi biti del svetovnega prvenstva Formule 1. Morda ima dovolj vsega. Verjetno se vsi vi spomnite, kaj so nekateri pisali o njem, takrat, ko je izbruhnil znani škandal na začetku sezone 2024. Ker moram še enkrat poudariti, da še zmeraj čakam tisto protestno pesem irske skupine U2. Namreč nekateri viri, nekateri avtori so histerično ponavljali, da prav malo, in ponavljam, malo manjka,
do tega, da bomo slišali na radijskih frekvencah prav to. In seveda sam, ker sem tudi ljubitelj glasbe in Formule 1, še zmeraj napeto pričakujem to mojstrovino. Z denarjem, ki ga bo dobil Christian Horner od Red Bulla, bo lahko počel karkoli. Če se postavim v njegovo kožo, verjetno ne bi rad vrnil se v svet Formule 1, ampak bi užival življenje. Ampak kdo sem sam, da bi sodil? Mogoče Christian Horner v resnici uživa v Formuli 1. Če se Horner ne bo vrnil, ga bom pogrešal, zato ker je zmeraj znal popestriti dogajanje s svojimi domislicami in svojimi izjavami. Ampak če ga ne bo, mu želim, kot verjetno razumete, vse najboljše, seveda v njegovem življenju, v njegovih nadaljnjih projektih. Ampak videti njegov talent pri ekipi, kot je na primer Haas, bi bilo po mojem zanimivo, kajti kar takoj bi lahko pridobili nekaj mest na tistem lestvici, ki nam kaže razmerje moči na samem štartnem razporedu. In bilo bi zanimivo. Ampak kot ponavadi, videli bomo, kaj nam bo pokazala prihodnost. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.